Danes se nahajamo v centru mesta Celja na Stanetovi ulici 1 in sicer Celjanom dobro poznani domači stacuni in z mano je Barbara, živijo. Bravo. Domača stacuna, ikona zadnjih časov, veliko slišimo o njej in predvsem zato, ker imate številčne ponudnike. Kdo je se vse pri vas ponuja? V bistvu domača stacuna je ime, kjer ponujamo Celjanom in Celjankam na enem mestu ponudnike oziroma kmetije iz cele Slovenije, se pravi od Primorska, Dolenjska, Štajerska, Gorenjska, Prekmurje. V Celju se nahajamo že v bistvu 5. leto, več kot 70 ponudnikov z nami že sodeluje, se pravi kmetije in izdelovalci, in ponujamo pač domače in tudi ekološke izdelke oziroma pridelke. Kako pa se odločite, katerega ponudnika vključite v vašo zbirko? Pravi, če vidimo, da tudi stranke povprašujejo po določenem izdelku, malo v bistvu raziščemo, kontaktiramo naše že obstoječe kmete, če kdo koga pozna, tudi sami pogoriskamo pač na medmrežju, jih pokličemo, definitivno se dogovorimo za obisk. Pa tudi lastne hišne izdelke, je tako? Ja, res je. Že zadnjo dobro leto, zelo stranke rade posegajo po naših hišnih izdelkih, ki jih pripravljamo vsak dan sveže v naši kavarni na Prešernovi 15. To so večinoma razni zavitki, riževi narastki, domači pudingi, čokoladni, francoska solata, kakšna peciva razna. Tako da, ja, je kar povpraševanje tudi potrebno, kar se nas zelo veseli. Na naši ponudbi se trudimo strankam ponuditi izdelke, ki bi jih lahko recimo sami uporabili oziroma tudi zelo radi uporabijo za kakšna darilca. To je recimo nek segment je raznih takšnih ročnih izdelkov. Radi spodbujamo lokalne izdelovalce oziroma umetnike, razne keramične posodice, tudi recimo kozmetika naravna, od kakšnih mil do recimo lipglosov, naravnih deodorantov. Radi spodbujamo tudi recimo, pri srcu nam je celjski emo. Nostalgija v naših krajih, res? Tako da ja, sploh potem naše stranke zelo rade posežejo za darilca. Tako da se mi zdi pomembno, da poleg vseh kmetij in ostalih ponudnikov spodbujamo tudi nakupovanje ostalih neživilskih izdelkov, se pravi raznih posodic, kozmetike. Tudi lokalnih proizvajalcev in navsezadnje res ikoničnih emolončkov. Letos smo še posebej veseli, ker nam je uspelo v našo ponudbo dodati tudi odlične domače sladolede. Posebej zato, ker so iz domačega kravjega mleka z različnimi okusi. Za stranke, ki si želijo koga obdariti, recimo, zelo radi pridejo po darilne bone, ki lahko se pravi pri nas. Hkrati pa omogočamo tudi uporabo darilnih bonov, dobimo se v mestu, se pravi bone, ki jih lahko kupite na Celjskem Pticu in potem unovčite tudi pri nas v domači štacuni. Obiščite nas lahko od ponedeljka do petka, od 8. do 19. ure, v sobotah smo odprti od 8. do 1. Barbara, najlepša hvala, da si nam dovolila pogledati v vašo domačo štacuno in predstavila tudi koncept in hvale vredno, da spodbujaš na ta način tudi slovensko proizvodnjo, lokalne kmete in vabljeni vsi, da se oglasite v domači štacuni ali pa tudi v njihovi kavarni na Prešernovi 15. Kaj ne rečem, odobreno je strani Katje Oboje. Jaz bi se pa hkrati zahvalila za priložnost, da ste nas tudi obiskali in da lahko predstavimo širši publiki. Seznam ponudnikov, ki jih lahko najdete v domači štacuni, bomo dali pa v opis spodaj v dogodek, da boste lahko na trnukoče, kaj vse ponujajo. Tako da vljudno vabljeni domačo stacuno, kavarno na Prešernovi 15, spodbujajte lokalne podjetnike in lokalne kmete.
Torej, danes se nahajamo na čebelarski kmetiji Šoler, z nami je gospa Šoler, ki nam bo danes povedala nekaj več o tej prečudoviti kmetiji in pa seveda tudi o tej čudoviti prodajalni. Pa mogoče za na začetek, kako ste začeli, kako dolgo se že ukvarjate z čebelarstvom, proizvodi, ponudba, povejte nam več. Najprej vas lepo pozdravljam na naši čebelarski kmetiji Šoler. V bistvu, kjer se mi zdaj nahajamo, je ta postavil prve panje. To mu je čebelarstvo predstavljal skozi nekakšen hobi, živel je s čebelam. To je že od leta 1982 je ta tradicija, se pravi primarno je dejansko pri nas čebelarstvo, skrbimo za čebele. Kar malo po njegovih prvih pridelanih litrih medu pa je tašča dobila idejo, da se da iz medu narediti še kakšne izdelke in je se začela ukvarjati z lectarstvom. Se pravi, smo tudi eno redkih čebelarstv v Sloveniji, ki ohranja lectarstvo, staro obrt. To gre za tradicionalne rdeče srčke. Ko se je pa začela z njimi na tržišču pojavljati, so pa ljudje večkrat jo povprašali, če lahko to pojedo in je potem začela izdelovati tudi druge vrste medenega testa. To so naši dobro poznani medenjaki, poimenujemo jih po moji prvi hčeri Emi. Njihova posebnost je, da ne vsebujejo jajc in maščob, pečemo jih na čebeljem vosku. In ravno 3 dni nazaj sem zanje dobila zlato priznanje, namreč dala sem jih na ocenjevanje kmečkih dobrot na Ptuju. To je naša druga vsebina, katero ponujamo, lectarstvo. Seveda vam moramo na tej točki tudi čestitati hvala za lepa. to priznanje. Znanja je zelo veliko, tradicija je že dolga, tako da receptur sicer ne izdajamo, lahko pa povem, da sta 2 vrsti moke, polbela pržena, zelo velik medu in pa staro vzhajalno sredstvo pepelika. Se pravi, testo počiva 2 dni, preden mi pečemo naše medenjake. In pa seveda hišna skrivnost. Seveda. Tretjo vsebino, ki pa imamo, je pa apiturizem. Apiturizem imamo registriran na Čebelarski zvezi Slovenije in zanje smo dobili 3 čebelice, namreč ocenjujejo dostopnost, urejenost, potem pestrost ponudbe. Naša tretja vsebina oziroma ponudba, katero je moč doživeti tudi na našem čebelarstvu, je pa apiturizem. Se pravi, pri nas gre za posamezniki in skupine družine, ki nas obiščajo, pari, lahko pri nas doživijo nekakšno medeno doživetje. Namreč pričakamo jih z medeno dobrodošlico, z medenim likerjem, medenim napitkom, z našimi medenjaki in pa z degustacijo sortnih medov. Seveda odvisno od sezone, nekje od 3 do 5 vrst različnih medov pridelujemo. Poleg teh medenih doživetij pa 2 leti nazaj smo se tudi začeli ukvarjati z apiterapijo. To gre za čisto novo vejo v apiturizmu. V okviru apiterapije sem se tudi izobraževala za apiterapevtko, se pravi, sem si pridobila certifikat. In na tem področju izobraževanja sem pridobila ogromno znanja o pravilni uporabi čebeljih pridelkov. Ljudje namreč poznajo med, cvetni prah, propolis, matični mlečnik, ne znajo pa pravilno uporabljati. In posamezniki skupine, ki nas obiščajo, poleg predavanja o čebelarstvu, tudi nudimo predavanje o apiterapiji in jih seznanim z pravilno uporabo čebeljih pridelkov. Se pravi, kako si lahko na nek naravn način vzpostavijo dobro psihofizično počutje. Pomagajo. Tako. Ker tudi, mislim, da sem ravno na vaši spletni strani prebrala, je to tudi eden izmed načinov, alternativnih načinov za lajšanje alergij na cvetni prah. Tudi zavest, opažamo, da se zavest v zadnjem času zelo dviguje, ljudje iščejo naravne poti, da si nekako izboljšajo svoje počutje. Vemo, v kakšnem stresnem življenju danes živimo in imunost kar hitro pade in ljudje vnašajo različne kemije, pa ni temu potrebno tako, ampak lahko najdejo neke naravne... Včasih bolj pomemben ta povratek nazaj k nekim naravnim sredstvom.
Super. Torej, poleg te, lahko rečemo, nekako mogoče srednje dejavnosti, pri kateri ste začeli, torej, čebelarstvo, pridelavi medu in potem tudi medenjako, ste se še razvili v AP turistično točko. Pa mogoče, če še poveste malo o tem, koliko imate pa panjev, koliko je tudi čebel je veliko, Ja, res je. koliko kilogramov, litrov medu to pomeni za vas? Tako kot sem že na začetku omenila, je v bistvu tast začel za čebelarstvom. 4 leta nazaj sem pa sama prevzela to čebelarstvo, ker tašča in tast sta nekako prišla do neke meje ali nadaljevati, ali pa vse skupaj v takem obsegu nekako pridelovati, da imajo še to veselje, nikakor pa ne v breme, ker leta so tu, do pokojnine sta prišla in potem sem se sama odločila, da pred 4 leti, to je že zdaj 4 leta nazaj, prevzamem čebelarstvo. Prevzela sem 62 panjev tasta, danes jih pa imamo 150. Čebelarimo na večjih stojiščih v okolici Laškega in pa en čebelnjak imamo na Kozjanskem, tako da pridelujemo sortne medove, imamo tudi en kontejnerček, ki ga vozimo v Prekmurje na Akacijevo pašo. Potem ga pa nazaj pripeljemo na Kostanj. Če je sezona dobra, pridelamo tudi 5 vrst sortnih medov. Trenutno imamo, tako kot smo omenili, 150 družin in pa seveda še nekaj rezervnih, to pa pride pri delu, se pač izdeluje še rezervne družine, da nadomestiš oziroma nekako pomagaš gospodarnim družinam, da se hitreje razvijajo. Pa omenili ste, da imate 5 vrst medu, katere pa ponujate? Zdaj v tej okolici, kjer se mi nahajamo, je moč pač, da čebelice pridelajo vsekakor cvetlični, pa gozdni, ta dva sta najbolj razširjena tudi po celi Sloveniji. Potem je pa odvisno od rastlinstva, se pravi od področij. V Laški občini je še moč pridelati kostanj, se pravi kostanjev med in pa lipo. Lipa je zelo redka tu na našem področju, ampak 2018 smo jo tudi sami pridelali. In pa akacijev med, tudi ga je nekaj v reki Savinji, drugače pa v Prekmurju je več teh nasadov in čebele tam dejansko se lažje in bolj pašejo in več pridelajo akacijevega medu. Tako da mi smo z našimi medovi si pridobili tudi certifikat kakovosti. To pomeni, da je med kontroliran, laboratorijsko pregledan, zagotavlja vse te standarde kakovosti in to potrošnike tudi ozaveščamo s to prelepko na medovih slovenski med. To je ta znak sheme kakovosti, to je pa prelepka slovenski med. Tako da potrošnik dejansko uživa potem slovenski pridelan med, ki je še zelo kvaliteten. Tako. Sem pa zasledila v vaši ponudbi tudi eno zelo nenavaden med za mene, prej smo se že pogovarjali, ki izgleda pa malo drugače kot ta, ki smo ga običajno navajeni. Mogoče poveste še več o tem? Če mislite o kremnih medovih, Tako. Kremni med, to je tekoči med, ki ga potrošniki najbolj poznajo. In če je pristen pravi med, tekoči med tudi po naravni poti v določenem času kristalizira. Včasih se je medu reklo strt in mi potem ta tekoči med cepimo s trdo, se pravi, mu dodamo kristalčke, mešamo 3-krat na dan, nekje 3 do 4 dni, hranimo na hladnem in potem med spremeni strukturo, se pravi, se spremeni v kremo, v kremni med. In takim kremnim medovom lahko dodajamo različne sestavine. Pri nas v ponudbi so kremni medovi za sadje, se pravi maline, jagode, ingver in tudi haskap jagode, to so sibirske borovnice, bolj poznane. Eno stojišče imamo v Rimskih Toplicah, kjer je pridelovalec teh haskap borovnic oziroma jagod, naše čebelice se pasejo tam in smo potem nekako naredili skupen produkt. Naše kremni med pa njihove borovnice in je super za razvajanje brbončic. Pa še posebej super, ker ste se združili Laške, Rimske terme in Rimske Toplice, se opravičujem, in naredili en zelo lokalni produkt. On ima ekološke borovnice, mi imamo kvaliteten med in gre za izvrsten
pridelek. Super. Sem pa tukaj v vaši tele lepi trgovinici zasledila tudi ene darilne kompletke, mogoče še poveste več o tem, so zelo zanimivi, interesantni. Se pravi, poleg vseh teh primarnih pridelkov čebeljih, poleg medu imamo še cvetni prah, propolis pa matični mleček in kombinacijo tudi vseh teh pridelkov v kremnem medovu. To je mogoče tudi za potrošnike dobro, da izvejo, za krepitev imunskega sistema je to zelo fajn čebelji pridelek oziroma proizvod, ker mi potem pridelamo, se pravi vse te pridelke zmešamo v en kozarc, nič ne dodajamo, nič ne odvzamemo, še vedno je neoporečno pristno. Potem imamo tudi medene likerje, medenjake in pa led, figurice tudi iz medenega testa, ki se lahko pojedo. In vse te posamezne proizvode ponujamo tudi v naših darilnih paketkih. Imamo linijo v kartonkah, se pravi, si lahko kupec sam izdela darilo, Kaj želi, personalizirano glede na vse, ki jih podarja. Čisto se da na srček izpisati, kar si pa želi. In pa potem še eno posebno linijo, prestižno mi pravimo, gre za darila zapakirana v zlatih škatlah, ročno izdelanih, in pa potem medeni liker z medenimi lističi, jedilnimi zlatimi lističi. Resno prestižni darilni paketki. Pa mogoče še za vse, ki bi bili zainteresirani za nakup medu, vaših proizvodov, darilnih paketkov, kje vas najdejo, zagotovo tukaj v tej lepi trgovinci, pa še mogoče kje drugje? Na domačem naslovu, kjer se nahajamo, se pravi na Strmci, Sotočje je ravno med Rimskimi Toplicami in Laškim. Tu ponujamo vse naše proizvode, tako, medene proizvode. Drugač pa zdaj v zadnjem času se nismo pojavljali zaradi te situacije, v kateri smo se vsi znašli. Se pa zdaj situacija spet izboljšuje in ravno zdaj v soboto bomo v Celju, na podeželju v mestu se bomo pojavili. To je zdaj prva naša oziroma tržnica po dolgem času. Drugače smo pa na raznih lokalnih prireditvah, sejmih, v občini, izven občine, tudi izven slovenskih meja gremo kdaj na kak sejm v Avstrijo, na Dunaj, tako da smo zelo aktivni. Super. Imate mogoče spletno trgovino, lahko naročijo tudi preko spleta ali pa vas sam pokličejo ali kaj takega? Največkrat nas ljudje kar obiščejo, ti, ki nas poznajo, drugače širimo svoj glas na sejmih, kjer delimo tudi naše kontakte, tako da nas ljudje tudi pokličejo, zapakiramo, damo na pošto tistim bolj oddaljenim. Drugače pa najboljše, da pridejo k nam, nas obiščejo. Se hkrati ogledajo vse lepote, ki jih ponujate. In nudimo tudi možnost degustacije pred nakupom. Super. Tako da lahko sami okušajo, večkrat se ne vejo odločiti, kateri med. In ga lahko okusijo. Eni so bolj na grenko, eni bolj na sladko in s tem nekako pomagamo pri odločitvi. Tako da najboljše, kar lahko naredijo, je, da vas obiščejo, sprobajo vaše produkte in se vidijo, kje smo, kaj počnemo. To se mi zdi pa tako, da gre za nek odnos. Kupec in stranka. Tako. Oziroma podajalec in stranka. Nahajamo se v Čebelnjaku na domačem dvorišču, ki je namenjen tudi vzpostavitvi dobrega psihofizičnega počutja. Namreč v tem Čebelnjaku, že ko smo stopili noter, gre za posebno klimo, gre za mikroklimo, ki jo ustvarjajo čebele z prinosom čebeljih pridelkov v posamezen pan. V tem prvem prostoru, kjer se nahajamo, izvajam medene masaže. To ne gre za klasične masaže, ampak očiščevalne masaža, ki jo izvajam posamezniku od vratu do križa, kanem si cvetlični med na dlan, malo ogrejem in potem s posebnim načinom tapkanja odprem s pomočjo medu pore na hrbtu, kjer se posameznik ob tem sprošča, ker vonja, posluša čebelice.
Gre za tako psihoaromaterapijo. Po končani masaži, ko so pore odprte, lahko dam posamezniku na hrbet tudi čebelji vosek, in telo samo potem skozi te pore črpa še vitamine, minerale iz čebeljega voska, in dejansko potem gre posameznik od nas čisto prerojen. V apikomori, kjer se nahajamo, pa ponujamo vdihovanje aerosolov iz spanja. Namreč tu si lahko posameznik s pomočjo mikroklime iz spanja predtem nadane masko na obraz, in tale akumulatorček si nastavi hitrost tega črpanja zraka, kjer posamezniku gre direkt ta mikroklima, se pravi, čebele prenesejo cvetni prah, med, propolis, posameznik to vdihava in gre to direkt v pljuča. Pri tem si krepi imunski sistem, zelo dober je za športnike, za povečanje pljučnih kapacitet, za male otroke, predvsem, ker se srečajo prvič z vrtcem in je tam veliko virusov, bakterij in majhni otroci so dovzetni za te viruse, bakterije in se pravi v poletnem času, ko so čebele aktivne, lahko oni zelo veliko, v bistvu njihovi starši naredijo na tem, da otroka pripeljejo na vdihovanje aerosolov in ga pripravijo na zimski čas. Preden se otrok sreča s tem vdihovanjem, mu seveda mi predstavimo čebeljo družino, imamo opazovalni panj na dvorišču, odpremo, lahko otrok si pogleda matico, trote, poišče, ne vem, čebelice, delavke, s tem mu nekako približamo čebelji svet in potem on brez strahu se približa tudi panju, tudi kak panj odpremo, seveda čebele so za mrežo, tako da ne morejo izletavati, njemu je to zanimivo, gleda, ima masko gor in pri tem sploh ni obremenjen, da je na neki terapiji. V tretjem prostoru, se pravi na drugi strani čebeljaka, pa imamo prostor za počitek, kjer se posameznik dejansko sprosti, preusmeri svoje misli, nudimo stol ali pa potem samo ležišče, kjer leži tik ob panjih, vonja aerosole, gleda izletavanje čebelic skozi steklo, se pravi, čebele izletavajo, se vračajo nazaj, komunicirajo med sabo, nosijo cvetni prah na nogicah in dejansko, ko ti gledaš že eno družino, kjer je 60 tisoč čebel, panjo je tukaj 20, se pravi 60 tisoč krat 20, vemo, koliko je čebel, vse črno pred panji, dejansko nimaš časa razmišljati na vsakodnevni stres, težave, ki se pojavljajo. V redu, bi še mogoče kaj dodali, smo še kaj pozabili omeniti, pa bi bilo pomembno, da povemo našim gledalcem o vaši čebelarski kmetiji, o vaših proizvodih, o vaši ponudbi. Če smo prav kaj pozabili, mislim, da ne, ampak drugače pa vse lepo vabim, prisrčno dobrodošli, pri nas ni delovnega časa, ker smo turistična tudi destinacija, tako da kadarkoli potrkajo, pozvonijo, pokličejo, so vedno dobrodošli. Bodo nekoga našli. Tako. Super. Hvala za tole predstavitev vaše prodajalne, vaše čebelarske kmetije in upam, da privabimo tudi mi kakšnega kupca v te lepe kraje na degustacijo medu in pa tudi na ogled ostalih izdelkov ali pa tudi mogoče na kak apiturizem in kaj podobnega. Hvala lepa.